Berilo iz knjige Razodetja. Jaz, Janez, sem videl angela, ki je prihajal z neba z veliko oblastjo, in zemlja se je razsvetlila od njegovega sijaja, in zaklical je z močnim glasom: Padel je veliki Babilon, ter postal bivališče hudičev in pribežališče za vse nečiste duhove in pribežališče za vse nečiste in sovražne ptice. In neki silni angel je vzdignil kamen, velik komlinski kamen, in ga vrgel v morje, ter je rekel: tako bo siloma vrženo mesto Babilon in ga ne bo več najti. In glas strunarjev in godcev in piskačev in trobilcev se v tebi ne bo slišal več, in nobenega umetnika katerekoli umetnosti ne bo več najti v tebi, in glas mlina se v tebi ne bo več slišal, in luč svetilke v tebi ne bo več svetila, in glas ženinov in nevestin se ne bo več slišal v tebi, zakaj tvoji trgovci so bili zemeljski velikaši, po tvoji čarovniji so zabredli vsi narodi. Zatem sem slišal kakor močan glas velike množice v nebesih, ki so klicale: Aleluja, zveličanje in slava in moč gre našemu Bogu, zakaj resnične in pravične so njegove sodbe. Obsodil je veliko hotnico, ki je pohujševala zemljo s svojim nečistovanjem, in maščeval je nad njo kri svojih služabnikov. In v drugo so rekli: Aleluja, in njen dim se dviga na vekov veke. In reče mi: zapiši, blagor njim, ki so povabljeni na jagnjetovo svadbeno gostijo. Božja beseda. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo, blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Glasno pritrjujte Gospodu vse dežele, služite Gospodu z veseljem, stopajte pred njegovo obličje z radostjo. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Vedite, Gospod je Bog, on nas je naredil in mi smo njegovi, njegovo ljudstvo in ovce njegove paše. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Vstopite skozi njegova vrata s hvalnim petjem, v njegove dvore s hvalnicami, slavite ga, blagrujte njegovo ime. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Zakaj dober je Gospod, vekomaj traja njegovo usmiljenje in od roda do roda njegova zvestoba. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Aleluja. Ozrite se k višku in dvignite glave, vaše odrešenje se približuje. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: kadar boste videli, da vojske oblegajo Jeruzalem, vedite, da je blizu njegovo razdejanje. Takrat naj bežijo v hribe, kateri so v Judeji, kateri so v mestu, naj gredo ven, in kateri so na deželi, naj ne hodijo noter. To so namreč dnevi maščevanja, da se dopolni vse, kar je pisano. Gorje pa nosečim in doječim v tistih dneh. Velika stiska bo v deželi in srd nad tem ljudstvom. Padali bodo pod mečem in v sužnostih bodo vlačili med vse narode in Jeruzalem bodo teptali neverniki,
dokler se ne dopolnijo časi poganov. Znamenja bodo na soncu in luni in zvezdah, in na zemlji bo med narodi stiska in zmeda zaradi bučanja morja in valov. Ljudje bodo koprneli od strahu in pričakovanja tega, kar pride nad ves svet, zakaj nebeške sile se bodo majale. Takrat bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z veliko močjo in slavo. Ko se bo pa to začelo goditi, se ozrite kvišku in dvignite glave. Vaše odrešenje se približuje. Kristusov evangelij. Ker smo v tednu Karitas, prebiramo razmišljanja, ki so jih na Karitas pripravili za ta teden z naslovom Slišim te. Današnje razmišljanje nosi naslov Slišim te, zaupam ti, pa prisluhnimo besedilu. Znanec mi je dejal, da je šel na neko predavanje. Na vprašanje zakaj, mi je odgovoril, da tega predavatelja ceni kot strokovnjaka in kot človeka, zato ga rad posluša in tudi upošteva. Premišljujem, moj znanec se je odločil poslušati in upoštevati tega predavatelja zato, ker je zanesljiv in vreden zaupanja. Pozoren je, koga posluša, čeprav ne gre za zelo pomembne zadeve v njegovem življenju. Koliko bolj verjetno izbira pravo osebo, ko je pred pomembnejšimi življenjskimi vprašanji. Koga izbiram in rad poslušam jaz? Nekoga, ki ga cenim, nekoga, ki me sprejema, me spoštuje, mi želi dobro, me posluša in me ima rad, ki me ne izda. Z eno besedo, odprem se zaupanja vredni osebi. To spoznanje je dobra odskočna deska zame, ko pomagam drugim. Pomembno je, da sem odprt in ljubeč do tistega, ki pride k meni. Ga sprejmem, spoštujem in mu dam varen prostor v svojem srcu. Rad poslušam tistega, ki ga ljubim. Tako lahko pa naredim korak naprej in poskusim ljubiti tistega, ki ga poslušam, da bom vreden njegovega zaupanja. Janez je slišal močan glas. Ta močan glas je kot znamenje gotovosti. Janezu daje zaupanje v Boga in v njegovo spremljanje. Vse bolj se Bogu odpira, ga posluša in spoznava. Poslušanje Boga je v duhovnem življenju prav posebna drža. Bolj, ko ga poslušamo, več slišimo. V evangeliju spoznamo, da so tudi Jezusu prisluhnili, ko je dajal napotke za zelo skrivnosten in negotov čas. Kljub črnim in težkim napovedim za prihodnost so ga poslušali. Slišali so ga in mu zaupali. Prepoznali so, da bo tisti, ki bo prišel na oblaku z veliko močjo in slavo, on sam, Jezus. Če znam poslušati, imam v rokah ključ do tiste kamrice v srcu bližnjega, ki je ne odpre komurkoli. In ko se v odnosu prepustim drugemu v močnem zaupanju, se v meni prebudita moč in duh, ki omogočata gradnjo in preživetje odnosa. Le zaupanja vreden odnos ima moč ozdravljanja in moč, da premaga zlo. Kdo posluša mene? Koga poslušam jaz? Je Bog tisti, ki mu prvemu prisluhnem